Z nami je naša današnja gostja Ana Lubej, je študentka psihologije, članica skupine Dosjeji psi. Zdaj pa bomo prisluhnili njenemu predavanju z naslovom Kako se razvijajo možgani zlorabljenih otrok. Na tem mestu vas bi želela tudi opozoriti, da lahko naši gosti tekom predavanja zastavite kakšno vprašanje. Na koncu predavanja pa bo čas namenjen, da bo naša gostja odgovorila na ta vprašanja, ki jih boste zastavili preko programa Slido. Povezava, kjer lahko napišete vprašanje, se nahaja na spletni strani Tedna možganov, nad videom na kanalu 2, če pa nas spremljate direktno preko YouTubea, pa kar v opisu videa. Toliko glede vprašanj za našo gostjo. Spoštovana Ana Lubej, izvolite, vam predajam besedo. Vam, spoštovani gledalci, pa želim prijetno in poučno spremljanje programa. Še enkrat lep pozdrav z moje strani, samo da preverim, če se vse vidi, kot se mora. Ja, odlično se vidi in sliši. Super, hvala. Torej, danes bomo nekaj povedali o teh dejavnikih zlorab. Samo malo, ker mi ne gre naprej PowerPoint. Pa tako bo pa šlo. Torej, danes bomo govorili o dejavnikih zlorab in pa kakšne so posledice teh dejavnikov na možgane otroka oziroma kakšne posledice pustijo na možganih zlorabljenih otrok. To je en citat, ki se je meni zdel, da zelo na nek način dobro predstavi na splošno neko pojmovanje otroštva oziroma otroka skozi čas. Tudi bomo zdaj najprej povedali nekaj malega o zgodovini, torej oziroma o položaju otroka skozi čas. Torej, tradicionalno otroci niso bili najbolj poslušani. Njihova vloga je bila včasih tudi celo videna kot pomanjšan odrasli. In otroštva so bila zaradi tega za marsikoga težka. Torej, dogajale so se pogoste zlorabe, otroško delo je bilo dokaj normalizirano, prihajalo pa je tudi celo do žrtvovanja otrok ali pa do infanticida, torej umora otroka. In Tort je v svoji raziskavi ugotovil, da naj bi celo 10 do 15% vseh rojenih otrok, torej kadarkoli rojenih, bi naj bilo žrtev infanticida. Torej, v zgodovini je bilo prisotno tudi zelo kruto kaznovanje in discipliniranje otrok in pa ambivalenten odnos, torej lahko dokaj ignoriranje do potreb otroka in pa do njegovega razvoja. Torej, sčasoma se je sicer začela družbena toleranca do tega krutih kazni in pa do zlorab nižati, vendar kljub temu še vedno ni bilo idealno. So pa med 13. in 17. stoletjem nekako bili uveljavljeni oziroma so začeli uveljavljati prvi zakoni, katerih namen je bil zaščititi otroke. Kljub temu pa, če boste vprašali svoje babice in dedke ali pa mogoče prababice in pradedke, bomo ti povedali, da je bilo kruto kaznovanje še vedno dokaj del vsakdanjega življenja in dokaj normalizirano v družbi, celo v njihovem času, torej v njihovem otroštvu. Danes sicer vemo, da je potrebno otroka vzgajati brez nasilja in da je potrebno ustvariti res neko to varno okolje, v katerem otrok živi in v katerem se lahko uči. Potrebno pa je omeniti še, da kljub zakonom in kljub preventivi je še danes veliko zlorab, še vedno so mnogi žrtve zlorab in še vedno tudi ne poznamo vseh primerov. Torej, prihaja do tega, da mi sicer poznamo nek določen odstotek primerov otrok, ki so bili zlorabljeni, ampak kljub temu pa ne zaščitimo in ne ugotovimo pa vseh. Torej, kategorije zlorab nekako delimo na te 4 osnovne kategorije. Torej, na fizično zlorabo oziroma neko fizično nasilje, čustveno zlorabo, poimenovano lahko tudi psihološka zloraba, na spolno zlorabo in pa na zanemarjanje otroka. Torej, na razvoj otroka pa lahko izrazito negativno vplivajo tudi drugi negativni dejavniki, ki so posledično tudi pogosto izrazito stresni za otroka. Tukaj govorimo recimo o ločitvi staršev, o odvzemu otroka staršem, o nasilju med staršema oziroma v zelo močnimi konflikti med staršema, kjer otrok morda ni sam udeležen, ampak kljub temu to doživlja izrazito negativno in pri tem lahko doživlja tudi zelo močan strah. Torej, pomemben dejavnik je strah, predvsem ta strah otroka za lastno varnost ali pa varnost starša, ker potem otrok zaznava svoje okolje kot nevarno in nepredvidljivo. Torej, negativno pa lahko recimo na razvoj otroka vplivajo tudi dejavniki nezdravega otroštva, torej tukaj recimo govorimo o neprimerni prehrani, o nekem neskrbenju za
zdravje otroka, kar bi sicer že lahko uvrstili pod zanemarjanje otroka. Torej, pomembno pa je še tukaj se zavedati, da je redko samo en dejavnik prisoten, običajno je pri zlorabljenih otrocih več teh dejavnikov, ki potem posledično vplivajo na njihov razvoj. Torej, če je prisotno fizično nasilje, lahko istočasno prisotno tudi čustveno nasilje, torej ti dejavniki se med sabo ne izključujejo. Torej, kot je razumljivo, imajo vsi ti dejavniki izrazito negativne posledice za otroka. Pogosto se razvijajo duševne motnje in pa problematična vedenja. Tukaj govorimo recimo o različnih čustvenih motnjah, o razvoju depresije, o razvoju anksioznih motenj, o razvoju paničnih motenj in pa pojavljajo se lahko tudi samomorilne misli. Torej, pri zlorabljenih otrocih se pogosto pojavljajo tudi simptomi posttravmatskega stresa, medtem pa se pri določenem odstotku, torej pri 30% teh otrok, ki kažejo simptome posttravmatskega stresa, potem posledično razvije tudi posttravmatska stresna motnja. Torej, za te otroke je značilno tudi, da oziroma potem kasneje, predvsem v odraslosti in pa adolescenci, se lahko pojavi zloraba substanc. Odnosi z drugimi so običajno slabši, težje sklepajo odnose, ti odnosi so lahko bolj intenzivni in pa bolj nepredvidljivi. In pa posledično lahko govorimo tukaj o neki nižji kvaliteti življenja in o slabših možnosti, tako v otroštvu, kot tudi kasneje v odraslosti. Torej, kako pa se razvijajo možgani zlorabljenega otroka? Najprej govorimo predvsem o raziskavah, kjer so preučevali živali, potem v 80-ih letih pa so se te raziskave preusmerile tudi na preučevanje otrok. In sicer ugotovili so, torej v teh prvih raziskavah, da so se pri otrocih, ki niso imeli nekih poškodb možganov, ki bi bili posledica fizičnega nasilja, začele pojavljati neke spremembe možganskih struktur oziroma spremembe delovanja možganov. Torej, ob temu, da recimo ni prišlo do nasilja nad otrokom, ki je povzročilo neke poškodbe glave, so bile pa neke spremembe tukaj očitne. In pa zanimivo je, da takrat kljub ugotovitvam, da se možgani zlorabljenih otrok razlikujejo od njihovih nezlorabljenih vrstnikov, tega niso pripisali najprej zlorabam samim. Torej, naredili so obratno povezavo. In sicer, da pri otrocih, ki imajo pri katerih so prisotni določeni dejavniki, je zloraba bolj možna oziroma bo pri njih pustila močnejše posledice. Seveda pa ne smemo pozabiti, da kljub temu so lahko določene spremembe prisotne že pred samo zlorabo in to je dejansko tudi ta dejavnik, ki vpliva na raziskave in ki otežuje tudi raziskovanje možganskih sprememb pri otrocih in pa kot posledico zlorab. Torej, najbolj opazne so spremembe predvsem v tistih predelih možganov, ki se razvijajo tako, da pridobivajo informacije iz okolja. To je zelo očitno, predvsem zaradi tega, ker so jim te informacije pri zlorabljenih otrocih večinoma negativne in pa ogrožajoče. Torej, samo že okolje ne omogoča nekega ustreznega razvoja. Moten pa je tudi proces samoregulacije. Torej, otrok na začetku svojega razvoja samoregulacijo izvaja predvsem po pomoči starša, oziroma gre za neko koregulacijo, pri čemer starš tudi prevzema določeno vlogo, medtem ko potem čez čas pa naj bi se otrok razvil do te stopnje, da sam prevzame regulacijo nad sabo. Torej, naj bi razvil potem samoregulacijo in ta proces je pri teh zlorabljenih otrocih moten. Tukaj je še pomembno omeniti občutljiva obdobja. Tukaj ste mogoče že slišali za primere tako imenovane divjih otrok, kjer ne gre vedno mogoče za direktno zlorabo, lahko tudi poznamo primere, kjer naj bi otrok pobegnil recimo od staršev ali pa naj bi bil nekako ločen od staršev, vendar tudi pri zelo hudih zlorabah, kjer starš popolnoma zanemari otroka, popolnoma zanemari njegov razvoj, lahko pride do motenj v teh občutljivih obdobjih. Torej, morda, da si bomo bolje predstavljali, lahko pogledamo tukaj dve sliki. In dejansko point teh dveh slik je, da imamo neka obdobja, v katerih se pospešeno razvijajo določene funkcije.
Recimo, če vzamemo razvoj govora. Razvoj govora ima neko obdobje, v katerem se najbolj razvija in razvija najbolj pospešeno. In če pride v tem obdobju do motenj, recimo, da je otrok popolnoma izoliran, da je zaprt, da starš ne govori z njim, da nihče ne komunicira z njim, lahko pride tukaj do tako hudih motenj, ki so potem posledično zelo težko ali pa skoraj nepopravljive. Torej, dejansko govor bo moten potem v odraslosti in pa do konca življenja in pač nepopravljivo moten. Torej, same raziskave si sicer niso enotne glede vpliva zlorab na samo strukturo možgan. Tukaj najdemo raziskave, ki govorijo v prid in pa proti temu, da dejansko zloraba spremeni strukturo, tudi glede na razliko na posamezno možgansko strukturo, prihaja tukaj do razhajanj, ali se ta struktura spremeni strukturno ali pa samo funkcionalno. Torej, so pa nekatere raziskave pokazale, da je volumen možganov pri zlorabljenih otrocih manjši. Torej, da naj bi dejansko sama zloraba vplivala na to, da so sami možgani dejansko manjši. Torej, če nadaljujemo, bomo danes govorili o različnih strukturah. Torej, govorili bomo o hipotalamični hipofizni adrenalni osi, oziroma nadaljevanju HPA, ki je povsem povezana z uravnavanjem oziroma odzivom na stres. Potem govorili bomo o amigdali, ki je povezana s procesiranjem in uravnavanjem čustev, o hipokampusu, ki je povezan z učenjem in spominom, o korpusu kolosumu, ki povezuje obe možganski hemisferi, in pa o prefrontalnem korteksu, ki je povezan predvsem s kognitivnimi funkcijami višjega reda. Torej, pri raziskavi se sicer niso enotne glede posledic na te posamezne strukture, lahko pa na nek način iz njih potegnemo te zaključke, o katerih bomo zdaj nekaj povedali. Torej, pri razlikah v delovanju HPA osi opazimo pri zlorabljenih otrocih višje koncentracije kortizola in pa spremenjeno produkcijo kortizola. To predvsem vpliva na ritem spanja in budnosti, ki je pri teh otrocih spremenjen. In sicer govorimo o tem, da je spanje moteno, da je lahko fragmentirano, torej da se otrok veliko zbuja, da težje zaspi in da spi recimo podnevi. Potem te spremembe lahko vodijo tudi v večjo ranljivost za posttravmatsko stresno motnjo, v večjo ranljivost za razpoloženjske motnje in pa za anksiozne motnje. Pri otrocih, ki so bili zlorabljeni, so opazili tudi večjo občutljivost amigdale in so to potem raziskave povezale z vedenjskimi in čustvenimi težavami, s povišano anksioznostjo, povečanim čustvenim odzivom in pa vedenjem ponotranjanja. Tukaj govorimo predvsem o vedenjih, ki niso vidna navzven, na primer prisotnost strahu, niso nujno vidna navzven, prisotnost strahu, potem živčnost, žalost, torej neka vedenja, ki jih otrok sicer zadrži zase, vendar pomembno vplivajo na njegovo delovanje. Potem ugotovili so tudi slabše delovanje hipokampusa in hipokampus, njegova vloga je tudi uravnavanje kortizola oziroma uravnavanje odziva na stres. Tukaj predvsem tudi so ugotovili posledično slabše reguliranje stresa pri zlorabljenih otrocih in pa težave s spominom. Torej, raziskava, ki so raziskovali spremembe z spolno zlorabo, je predvsem pokazala te težave s spominom in sicer v odraslosti, kljub temu, da je bila spolna zloraba doživeta v otroštvu. Razlike se pojavljajo tudi v prefrontalnem korteksu in sicer pri zlorabljenih otrocih se pojavljajo slabše razvite višje kognitivne funkcije, torej glede korpusa kolosuma je to področje zmanjšano in tudi posledično vpliva na slabše delovanje kognitivnih funkcij, povečanje volumen cerebeluma, ki pa potem lahko vodi v težave z motoriko in pa spet slabše delovanje kognitivnih funkcij. Torej, zmanjšane pa so oziroma poslabšani pa so tudi nekateri drugi procesi, na primer zmanjšana električna aktivnost v možganih, zmanjšan možganski metabolizem in slabše so povezave med deli možganov, ki so zadolženi za integracijo kompleksnih informacij. Raziskave pa so pokazale tudi slabši odziv v bazalnih ganglijih na pozitivne povratne informacije pri otrocih, ki so bili zlorabljeni.
Torej, spremembe pa se ne zgodijo samo na možganskem nivoju, temveč pride do sprememb tudi na drugih nivojih otrokovega razvoja, torej na kognitivnem nivoju. Tukaj sicer raziskave niso popolnoma enotne, ali potem tudi v odraslosti pride do lahko kognitivnih deficitov, torej ja in ne. Posledice sicer pri teh otrocih opazimo pri delovanju izvršilnih funkcij, opažamo težave s pozornostjo, otrok je bolj impulziven, težje vzdržuje pozornost, težje hitro ga nekaj zmoti in pa težje recimo uravnava svoje vedenje. Torej, tudi šolska uspešnost teh otrok je nižja, pojavljajo se težave z branjem, lahko tudi eden izmed dejavnikov je lahko na primer zanemarjanje starša, saj je pri učenju branja zelo pomembna vloga starša, pojavlja se slabši šolski uspeh, tukaj tudi govorimo o ne samo težavah z učenjem, ampak tudi v deficitih pri sklepanju nekih odnosov z vrstniki in posledično lahko tudi neko motenje pouka, ki posledično vodi v slabši šolski uspeh. Opažamo pri otrocih, ki so bili zelo zlorabljeni, oziroma ki so bili zlorabljeni tudi nižji IQ. Torej, če se vrnemo nekako na kritična obdobja, lahko to povežemo z nižjim IQ, na primer. Torej, to bi lahko bil en izmed dejavnikov, saj otroci v svojih kritičnih obdobjih ne realizirajo teh ciljev, ki bi jih morali za svoj nek normalen razvoj. Pa tudi velika verjetnost je, da starši tega zlorabljenega otroka ne spodbujajo njegove akademske uspešnosti oziroma ga ne spodbujajo, da bi v šoli toliko uspešen, kot bi morda lahko bil. Torej, zdaj še bomo morda povedali nekaj malega o kaj se zgodi z zlorabljenimi otroci, ko odrastejo. Torej, kot smo že povedali, tako kot pri samem otroku, torej tako kot v otroštvu, tudi v odraslosti opazimo kognitivne, socialne in pa čustvene deficite. Torej, tukaj je seveda pomembno, kako dolgo je bil otrok zlorabljen, na kakšen način je bil zlorabljen, kako huda je bila zloraba, torej vsi ti neki dejavniki pomembno vplivajo na odraslost otroka. In zato je tudi glede raziskav težko primerjati jih med sabo, ker nekako težko govorimo res o nekih velikih povezavah, če so razlike med zlorabami velike. Torej, prisotna je lahko tudi večja agresivnost, pojavlja se prestopništvo, prisotna so lahko kriminalna dejanja, otroci, ki so bili zlorabljeni, glede na raziskave hitreje poskusijo alkohol, hitreje poskusijo kajenje in pa tudi druge substance. Pojavljajo se pa pri teh posameznikih v odraslosti tudi težave z odvisnostjo. Torej, kot smo že na začetku povedali, je zloraba v otroštvu tudi velik dejavnik tveganja za pojavljanje različnih duševnih motenj, torej recimo depresije, pogosteje opazimo samopoškodovanje, pogosteje so tudi poskusi samomora. Torej, kot smo že omenili, pri kogniciji si raziskave niso enotne, torej raziskave nekatere kažejo, da pride do težav s kognicijo v odraslosti zaradi kot posledico zlorabe, nekatere pa da ne pride. Kljub temu pa lahko seveda rečemo, da so neke možnosti za izobraževanje v otroštvu in mladostništvu pri posameznikih, ki so utrpeli hujšo zlorabo, zagotovo slabše in to potem zagotovo nekako negativno vpliva na končni akademski in pa mogoče tudi življenjski uspeh posameznika. Torej, možnosti tega posameznika so na splošnem slabše za njegov razvoj. Opažamo tudi rizično spolno vedenje, zlorabljeni otroci se v mladostništvu prej začnejo z spolnostjo kot njihovi vrstniki, pojavlja se vedenje, ki je tvegano, ki nasplošno ogroža zdravje posameznika, pojavljajo se zdravstvene težave, lahko kot posledica zlorabe in zanemarjanja, in pa pri otrocih, ki so bili v otroštvu zlorabljeni, tudi pogosteje opazimo brezdomstvo oziroma to tveganje je višje. Torej, to je bilo danes z moje strani vse. Jaz upam, da ste kaj novega izvedeli in pa hvala za vašo pozornost. Super, hvala, Ana. Ljubej, dobile pa so v tem času vprašanje. Naše gledalce zanima, kaj lahko naredijo oziroma kako lahko pomagajo, če poznajo zlorabljenega otroka. Torej, pri zlorabljenem otroku je intervencija, čim prejšnja intervencija je izjemnega pomena. Predvsem na primer zaradi teh obdobij kritičnih, saj le tako lahko mi dejansko vplivamo na nadaljnji razvoj oziroma popravimo na nek način, takrat so še posledice morda reverzibilne, medtem ko če ta zloraba traja dovolj časa in če je to
kritično obdobje že zamujeno, pa so lahko posledice potem že prevelike in je zelo, zelo, zelo težko vplivati na možgane kasneje. Je pa tako, da raziskave sicer kažejo, da najbolj lahko pomagajo intervencije, ki so povezane tako z staršem in otrokom, torej ki dejansko vplivajo, naredijo neke spremembe v družini. Lahko kasneje tudi terapija, ampak nekako moje mnenje bi bilo, da je vseeno čimprejšnje ukrepanje izjemnega pomena. Tudi morda se včasih s skrajnimi odločitvami, torej da otrok je, ne vem, da je izvzet iz okolja, ki je za njega izrazito negativno, ampak včasih je to kljub temu nujno. Super, hvala za odgovor. Zahvaliti bi se želela za zanimivo in poučno predavanje o razvoju možganov zlorabljenih otrok. Verjamem, da smo spoznali veliko novega. Hvala tudi, da ste se odzvali na naše povabilo in v prihodnje vam želim vse dobro pri vašem nadaljnjem strokovnem delu. Ja, hvala tudi vam. Hvala, srečno, nasvidenje. Svidenje.